Živijo, v tem videu si bomo pogledali, v bistvu, kako si naredimo čist sam svoj kit, torej za preživetje. Okolje je v bistvu tisto, kar nam naroča, kakšen ta survival kit morate pač za preživetje si boste pripravili, ne. Torej, koliko opreme boste vključili v njega, je odvisno v bistvu od tega, kako boste ta kit s sabo prenašali, ne. Jaz imam zdaj tukaj enega takega manjšega, ke je čisto zelo majhen, o tem malo več kasneje. Skratka, manjši, ke bo, lažje ga boste imeli, torej bolj bo na, bom rekel, na dosegu roke. Tisti, ki je pa recimo malo večji v avtu, je pa že verjetno malo večji pa malo težji in tako naprej. Skratka, vedno je pa fajn, da imate pri sebi najbolj pomembne stvari in, torej upoštevate tako, opremo, torej katero se, na katero se lahko večkrat zanesete oziroma jo lahko večkrat uporabite oziroma se vam ne pokvari. Ta survival kit si lahko sami sestavite, kot sem rekel, ali pa ga kupite. Najnujnejše stvari v kitu za preživetje bojo v bistvu vedno, prilagojene razmeram in pa seveda, potrebam, ke jih imate. Kit naj bo v kakšni nepremočljivi kovinski ali pa tudi plastični embalaži. Naj zavzame čim manj, prostora in naj bo lahek za nošenje, ter naj bo, kot sem rekel, prilagojen velikosti same opreme v sami posodi, a ne, v samem kitu. Eno pomembno, stvar je za povedati tukaj, a ne, se pravi, ko boste pripravljali svoj kit za preživetje, upoštevajte tudi naslednje komponente. Prva je ta, da imate vedno sredstva za prižig ognja, a ne. Torej, rečemo, naj bodo to vžigalce, vžigalnik, torej ali na bencin, torej vžigalnik ali pa na butan, a ne. Magnezijevo palčko ali pa kresilo po domače, potem kakšno, kovinsko ploščico, kakšen petrolejev želejček, a ne. Že predpripravljeno neko netivo mogoče, ke ga najdete ali na terenu ali pa si ga doma pripravite. Mogoče tampon iz vate je fantastično netivo za ga imeti s sabo. Skratka, res ogromno ognjev lahko požgete iz njega, tako da seveda tudi brez teh pripomočkov gre, ampak je pa veliko lažje, a ne. Se pravi, brez teh pripomočkov pride v poštev hand drill, bow drill, se pravi trenje les ob les, s pomočjo loka ali pa s pomočjo rok, kakorkoli. O tem ne bomo zdaj. Potem seveda je treba upoštevati, kakšno opremo za čiščenje in pa prenašanje vode imate, se pravi, kakšne posode, filtre in tako naprej. A imate kakšne dezinfekcijske, torej tablete mogoče s sabo, posoda je tu zelo fina, a ne, kovinska kakšna. Seveda lahko pa tudi v plastični ali pa, leseni, posodi prekuhavate vodo. Lahko jo prekuhate tudi v navadni PVC vrečki, kot sem rekel. Pazite pa le to, da ne bi plamen ognja, torej, da ne bo višji od nivoja same vode v vrečki, a ne. Torej, vrečka se ne bo stopila, zaradi tega, ker voda doseže lahko največ 100 stopinj Celzija, a ne. Plastika se pa topi bolj nekako nad 180 stopinjami Celzija, in v tem primeru voda hladilnik. Tako da, tudi vodo seveda na različne načine lahko prenašamo, ali je to v steklenici, a je to v čutari, a je to v plastični vrečki. Tudi kondom pa nogavica je super pripomoček, če res nimate druge posode. Razne kovinske posode, termosi in pa podobno. Torej, zelo pomembno je, da imate posodo na neke vrste, s sabo. Potem je oprema za ribolov, lov seveda tudi lahko posredno, a ne. Pa seveda oprema za pripravo hrane v divjini, se pravi, če se kar dotaknemo nekako ribolova, v bistvu potrebujete različne velikosti trnkov, nekaj uteži, laks, potem, ribiško vrvico, no, to je isto pravzaprav. Skratka, kakšne klešče, škarje, nožek manjši. Torej tudi morate pomisliti, s kakšno velikostjo rib imate opravka, a ne, glede na to, da če so v potoku majhne ribice, potem ne morete dati velikega trnka, ne, to je pač treba poudariti. Prej sem omenil lov, to je treba seveda
da disclaimer oziroma opozorilo, da se tega loti res v skrajni sili oziroma ko gre res za preživetje, sicer je pa to v mirnem času oziroma da bi to zlorabljali strogo prepovedano in greste lahko za to tudi sedeti, kar je pravilno. Skratka, da se ne izvaja krivolov samo zato, ker se hočete dokazati pred prijatelji ali pa kakorkoli. To jaz ne odobravam. Tudi s pastmi in pa zankami je enako. Poznamo ogromno vrst pasti, ki jih v bistvu lahko uporabljamo. To so dvigovalka, stopalka, štirica. Skratka, pomembno je, da imate tudi kakšno dobro vrvico s sabo, da si lahko kaj, ker sem že omenil pasti, kakšno past dobro naredite, če bi bili v kakšni nevarnosti. Skratka, prednosti teh, v bistvu, recimo padalske vrvice je ta, da iz ene vrvice lahko dobite več tanjših vrvic, tudi hrano, kot sem že prej omenil, boste največkrat pripravljali kar v kakšnih kovinskih posodah, so najbolj tako, bom rekel, priročne. Drugače pa, če ne gre, pa tudi na kakšnem kamnu lahko kakšen kos mesa ali pa ribo spečete, tudi ni tako hudo. Je pa seveda tudi kuhati malo težje, je pa treba pač posodo pol si pripraviti. Signaliziranje, torej imejte nekaj noter, s čimer lahko signalizirate, je to ogledalo, piščal, so to kakšni pirotehnični izdelki, kot so tiste signalne rakete, pa kaj takega za na čoln. Skratka, uporabite zagotovo piščal, kakšno svetilko je dobro imeti s sabo, če ne pa vsaj baklo znati treba narediti, da si s tem razsvetljujete, pa kakšna kemična svetilka je tista, ki je preloma zelo v redu. Potem je dobro imeti s sabo kakšno opremo za pripravo bivaka. Kot sem že prej omenil, rabite precej vrvi, sicer pa seveda mi učimo, kako se bivak postavi tudi brez uporabe vrvi, tako da vabljeni na naše tečaje. Drugače pa zelo hitro dobite vrvic, recimo s kakšnih korenin smrek, potem lahko naredite vrvic koprive, ampak traja vsaj en dan v bistvu, da se ta vlakna te koprive posušijo, da je pol v bistvu ta vrv res močna. Seveda tudi kakšen nož ali pa kakšna žaga vam bo prav prišla, seveda tega to nikoli ne boste obžalovali, če boste imeli tako orodje s sabo, se pravi neke vrste rezilo. Seveda boste rabili tudi kaj za prekritje, neko ponjavo, pončo, pelerino, spalno vrečo, če hočete, kakšno plahto, astronavtsko folija je vrhunska, super. Kakšne vreče za smeti lahko se date tudi čez, pa seveda gor odprete luknjo, da se seveda ne zadušite. Ne pozabite na prvo pomoč, če takole malo pomislim, je tudi zelo pomembno, da imate. Marsikaj se vam lahko pripeti, torej imejte vsaj osnovne stvari, kot so povoji, obliži, kakšen lepilni trak, skalpel mogoče, kakšno gazo, razkužilo, kaj proti opeklinam mogoče, sol, sladkor je dobro imeti, če komu kakšne krče dobi, v noge med hojo ali pa kaj takega, himalajska soja, vrhunska, da imate eno epruvzetko s sabo, pa date samo, ko doživite krče, je super stvar. Skratka, kakšna raztopina, mogoče za izpiranje oči, kakšna fiziološka, šivalni pribor, za rane, najbolj so te steri-stripi za prilepiti, so super umetni šivi. Potem so razni pripomočki od kompasa, pisala, papir, seveda za kaj zapisati gor. Oster nož je zelo fajn, da imate, kakšen švicarski nož je tudi fin, nenazadnje. Sicer pa bolj predlagam nožek torej enodelne, torej take, ki se vam ne morejo preklopiti pa vas porezati. Tako na kratko, v bistvu v naši šoli Laris, torej šoli preživetja Laris, prinašamo ta znanja na mlade in malo manj mlade, ampak vsekakor mlade po srcu, tako da vsako leto izvedemo nešteto delavnic na temo preživetja, tudi brezplačne so, kakšno vmes dajte malo nas spremljati, bomo zagotovo še kakšno napovedali. Nazadnje smo izvajali recimo v Cukrci,
je bilo zelo, zelo dobro obiskano, seveda. Hvala Bogu, me veseli. Tako da, prej sem obljubil, no, da bomo še na hitrico preleteli tele stvari, ki jih kit vsebuje. Tale konkretno je od Milteka, lahko ga kupite v bolje založenih trgovinah. Bom naslednjič kaj več o tem, kje se ga da še cenejš kupiti, ko se dogovorimo za res dobro ceno za vas, ker nas spremljate. Se bom potrudil, da boste cenejš nabavljali opremo kot ostali. Seveda, kot sem rekel, na hitrico jaz rečem, da je to poslovilno pismo, čeprav seveda bi lahko tudi bilo, zakaj pa ne. Ampak generalno pa je gor tukaj napišete vaše ime, vašo starost, spol, kdaj se je nesreča zgodila, datum, kakšno je bilo vreme, kakšne so poškodbe, kdaj ste nazadnje jedli, kakšne so alergije morebitne, in se to označite. In seveda potem tudi označite mesto, pač recimo, da vas je kača pičila, pa označite, kje vas je kača ugrizala, no ne pičila, čebela. Smo rekli, evo, šivalni pribor, ta je tak manjši, v bistvu, če si raztrgate kakšne hlače. Potem je žagica, je vrhunska, žična žaga za kakšne manjše fije, recimo nekje 5 cm polenčka, super grejo skozi. Ali pa kakšne kosti za kakšno solico narediti za samo obrambo. Potem ribiški pribor, smo rekli, vsebuje, evo, so trnki not različne velikosti, uteži ribiška vrvica ali pa laks po domače. Majhen nožek, tak preklopen, ima tudi varovalko, da se vam načeloma naj ne bi zaprl, ampak jaz jim nič dosti ne zaupam, zato rajši uporabljam, če se le da, enodelne nože. Če imam pa samo tega, je pa definitivno boljši, kakor vsi ostali, ki ga nimate s sabo, Torej najboljši nož je tisti, ki ga imate seveda s seboj. Potem so nož, seveda je prva stvar, potem je vir ognja, je kresilo, Ta kresilo potem s hrbtnim delom noža obvezno. Zdrsate dol, zdaj je še novo, ne bom tega delal. Zdrsate dol ta črni premaz, ki je zaščita proti oksidaciji, in potem v bistvu že vrže iskro. Seveda je noter zapakirana tudi vata v tem survival kitu. Tudi če padete v vodo, še vedno ostane vata suha. Seveda z eno drobno iskro, razcufano vato prižgete za šalo. Ste lahko tudi malo bolj nerodni, pa vam bo to uspelo. Zato se vedno začne kresilo uporabljati recimo pri vati, s tem začnite, ko boste trenirali. Potem pa boste čez čas si dajali nove izzive, pa boste probali papir prižgati, pa boste probali suh smrekov les prižgati na strugan, ali pa brezovo lubje, ali pa mogoče kaj takega. No, seveda prej sem omenil poslovilno pismo, seveda je priloženo tudi svinčnik, ki piše v vseh poletnih časih in temperaturah, kakšen kuli lahko zmrzne, pa ne piše. Tako da svinčnik je super stvar za te stvari. Potem imamo tukaj nekaj osnovnih navodil, tudi meter imate zraven preložen, ne vem, če se bo videlo na videu, kakorkoli, kako prekuhavamo vodo, kako kompost naredimo, kako pridemo do vode. Zanimiv za prebrati. Seveda tudi mi kakšne od teh stvari seveda učimo v praksi, tako da seveda ne odkrivamo tople vode, če je že odkrita. Piščal, da se dobro vidi, kakorkoli, je zelo močna. Prostite, rekel sem, zelo močna je. Se pravi, piščal vedno nosimo tako, da se damo čim bliže usta. Tudi če nam roke nekje kakšno skalo vkleščo, ali pa ne vem, nas krč v roko, pa ne moramo nič, ali pa ne vem, kapo, ali pa karkoli, je še vedno mogoče dobro, da nekako pridemo do piščali in začnemo. Ostali smo pri piščali. Zelo močna smo rekli. Potem imamo žičko, tako drobno, fino, močno, namesto kakšne vrvice. Svečko, tako čajno, seveda z vato prižgete in si nekako štartate v bistvu začetni ogenj s to svečko, ali pa si pomagate kaj razsvetljevati in kakorkoli. No in seveda ne nazadnje, ne smemo pozabiti, imamo noter še varnostne zaponke,
gumbni kompas, tak čist majčken, pa deluje zelo fino. Potem je noter seveda ogledalo za signaliziranje, ki je privlečeno z eno tako folijo. Samo sekundo, bom dal dol, da se vidi. Evo, takole je zdaj bolje. Tako. In to bi bilo nekako na kratko vse. Če vam je bil video všeč, seveda se naročite na naš YouTube kanal, pritisnite tam naroči se tisti rdeči gumbek, poiščite zvonček, da boste obveščeni o vseh novostih. Trudimo se, da bi vam ugajali s čim več koristnimi informacijami, se pravi takih uporabnimi informacijami, ne nekaj za lase privlečenega, a ne. Tako da jaz upam, da se z vsem strinjate, kar sem povedal. Če ne, seveda tudi lahko zapišete v komentar, da kaj ni v redu. Tako da bom sprejel to čisto športno. Spremljajte nas še naprej, ostanite z nami. Borite se za lepši jutri, čim več trenirajte v bistvu te veščine preživetja, ker nikoli ne veste, kdaj vam lahko prav pridejo. Tako da ostanite zdravi in še enkrat hvala za pozornost in srečno.